večino ljudi vprašal, a si pripravljen zdaj v bistvu pač herati v enem sweatshopu naslednjih 30 let za to, da bo v bistvu čez nekaj časa stopna rasti taka in taka, bi ti posameznik rekel ne, to ni svoboda ali pa demokracija, ki bi si jo jaz želel. No, ampak če mu pa daš, a bi bil na polju kot tvoj dedek ali pa v sweatshopu, so izbirali sweatshope, ne? Ne, sweatshop ni nikoli izbira, sweatshop je prisila. Zaradi tega, ker ko si ti v bistvu... Se ne morem strinjati. Mislim, v Vietnamu imaš primere, nobenih ni prisilu tja, ne? Ampak oni so delali na polju, pride neka nova tovarna, zahodnjaška, ponudi 3x več, recimo, za manj dela in vrste čakajo. Ljudje še želijo dobiti delo tam, ne? Jaz ne zagovarjam moralno tega, je to dobro, govorim, da je boljše. Ampak mi smo na spektru, a ne? Ja. Ne, sem to mi ne moramo preskočiti, a ne? Zdaj kar vse v pisarne tam narediti pa klimo, a ne? Mislim, dobro bi bilo, ne? Realnost je drugačna. Ampak ljudje niso, to je dobesedno zgodovina kapitalizma, je zgodovina tega, kako ljudi iz njihovih pol pregnati pač v mesta industrijska, pač, ne? Tega si ljudje niso izbirali. Deva definirati pregnati. Sam kaj ta beseda pomeni? Začetek kapitalizma v Veliki Britaniji je dobesedno, temu se je reklo, da enclosures. Se pravi to, da so v bistvu nekoč komunalno zemljo, ki so jo lahko skupaj pač uporabljali posamezni lastniki, si začeli jemati pač kot svojo ekskluzivno pravico. Pač, ne? In to je pomenilo, da ljudje niso mogli več proizvajati to, kar so potrebovali za svoje preživetje. Niso se mogli samo oskrbovati. Se pravi, v uničenju samooskrbe je potem izvor tega, da mora nekaj od otrok iz družine iti pač prodajati svojo delovno silo kapitalistu, zato da lahko v bistvu stvari, ki jih je prej sam proizvedel, kupi na trgu.